Evo, to bo pa profil, to bo pa una začetna slika, tvoj čelava glava. Živjo, pozdravljeni v moji oddaji, Jan David se pogovarja, ne vem točno, katera oddaja to je, ampak po moje, da bo dobra. Tako da z mano bo poklicni gasilec Rok Košir. Rok, živjo. Živ. Kako si? Ja, v redu, je. Bilo bolj, pa slabi, se veš. Ja, ti si na GBL zaposlen, ne, na brigadi Ljubljana. Pa a mi poveš na hiter, kakšen sistem je sploh v tej slovenski gasileriji, mislim, kakšen sistem imate vi kot poklicna enota, no? Kako izgleda vaš delovnik, koliko ljudi je zaposlenih, v koliko izmenah? Dobro, zdaj, če gledamo, zdaj, če se malo dotaknemo slovenska gasilerijo, se pravi, nas je trenutno 13 poklicnih teritorialnih enot, se pravi, lokalne enote, se pravi, občinske enote, pa imaš pa, zdaj pa točno ne vem, koliko jih iz glave, pa še poklicne industrijske enote, to pa brez zamere, to pa res ne vem, no. V glavnem, par jih je tudi, no. Nekaj vse skupaj poklicnih gasilcev, ja. Zdaj, v Ljubljani nas je, se pravi, okoli 150 zaposlenih, 32 gasilcev na izmeno poklicnih, zdaj pa 32, od tega je eden vodja smene, namestnik, 3 desetarji, pa 5 vodij skupin, pa imaš pa specialiste, pa šoferje, pa neke, ne vem, specialiste ali vrvaši, ali potapljači, pa reševalci iz vode, itd. Delamo pa, po cel Sloveniji se dela po 12, tako imenovan ruski turnus, se pravi 12 ur dnevne, 24 frej, 12 ur nočne, 48 ur frej. Tako je, ta ruski turnus je, mislim, da poznan, v večini, no, se tudi nisem pri gasilcih, kakor vem. Marsikaj tudi drugje. Da mi povej, ti si bil med drugim tudi v Ameriki, ne? Kakšen je pa tam sistem, recimo, če bi ga ti na hit mi opisal še tam nisem bil, pa če mi opišeš recimo tam sistem, kako pa tam izgleda ta poklicna enota neka. Tam, kakor vem, dela tudi, ne vem, 72 ur ali celo 48 ur. Ja, to je tako malo odvisno, no, ne vem, imam enega kolega, ki je, rečemo, malo ven bom nazaj v Evropo se vrnil, se pravi iz Galicije, se pravi v severni Španiji, kjer je pa delal kot poklicni gasilec v Angliji. Je pa delal en teden, je bil na šihtu, pa pol 2 tedna freja. Malo čudno, tako, mičken drugače, malo bolj free, kar se tiče teh delovnikov, no. Pol v Ameriki je pa pol odvisen od mesta, od države, vse je tako, no. Načeloma delajo tam 24 ur pa 3 dni frej, kolega moj, ki je pa v Los Angelesu gasilec, dela pa v bistvu, nazadnje, ko so govorili, rekel, da 48 ur delajo, pa 6 dni frej, pol. Oni dejansko pol tam živijo, ne, imajo tudi verjetno postaje ful bolj take, ne. Mislim, fire station postaja, tako kot mi gasilski dom. Ja. Kaj pa tam je recimo... drugačen sistem, tam je anglosaški sistem, v Evropi imamo nek nemški sistem, se pravi, večje postaje, pa več ljudi, pa več tehnike, tam je pa v bistvu manjše postaje, to govorim po vozilu ali pa 2, mogoče 3 avti, to je to, in ne vem, posadka 9 ljudi do max 12 ljudi, tako nekako. No, se to pa tudi bolničarije je tam veliko, ne, pri nas to je ločeno, imamo reševalno postajo, pač reševalnih, mislim, teh paramedik intervencij imajo tam ogromno, ne. Ja, k temu še je, da, ne vem, najbolj obremenjena postaja v Los Angelesu je postaja 9, imaš tudi na YouTube lahko pogledaš Fire Department Los Angeles. Bomo dali link. Ja, na primer, oni imajo približno tam 23,000 klicev na let. To je sem ta postaja, ne celoten department. To je to, kakor ima cela Slovenija intervencije, po mojem. Oni imajo tam približno med 70 pa 100 klicev na dan ta postaja in od tega rečemo 60% je NMP, no. Ker v Ameriki so gasilci še paramediki, se v bistvu velik del Evrope tudi to dela, ne. Ja, tudi. Kakor jaz poznam, mislim, da samo tle Balkan ne delamo, pa Avstrijci, pa Španci neki na pol. Nemci tudi nekaj na pol, ne? Nemci pa večinoma vsi delajo kot paramediki, no, razen ena dežela ni dela, ampak tudi kakor sem slišal, so šli tudi počasno na to, no, ker je celotna Nemčija. Francozi tudi nasploh delajo, v bistvu bi rekel, no, mislim, sem se malo zmotil, no, mislim, da je večina gasilskih enot v Evropi ne dela paramedikov, bolj Španija, pa Francija,
Vse Francozi so mi zanimivi, recimo Pržani so tako vojska, kolikor vem. Oni imajo prav predelane une kamione, na pol rešilc, na pol za požarne. To me ne drža za besedo, kolikor sem jaz slišal, ne bi imel tako, da je kao 2/3 kombinirke rešilce, 1/3 je pa v bistvu za požar. Vodo, ja. Je pa kombinirka z dvojno kabino. No vse, to je zanimivo, oni Gima X pa tiste pa Kamive, pa tiste firme imajo. Ja, so pa Parižani pod vojsko, Marseille je pa pod mornarico. Marinci, mislim, tako je, mornarico. Ostalo pa je, da je tako sistem, ki drge, da pa se zaposliš. Lokalno, v bistvu Francozi imajo lokalno, neki večina je pa kao, kad je rekel zdaj, nekaj regijsko, pa pokrajinsko. Department, oni rečejo, department. Kaj bi pa ti rekel, recimo, če primerjaš Slovenijo, pa kjer si hodil, a je res, da imamo res Slovenci to zelo razvito, to gasilsko tehniko in znanje in tako dalje? Kar se tiče tega, je sigurno, da smo Slovenci, kar se tiče tehnike in dosti znanja kar na visokem nivoju, bi pa lahko rekel, da pa nas malo tepe tlele ta organizacija, bom rekel, da ne znamo, če je večja nesreča, se ne znamo to hitro zorganizirati. To pa nas malo tepe. Pa bo to ni res, ampak po mojih izkušnjah, kar sem videl, je dosti tega. Mogoče smo majhni, veš, mogoče to, a veš, mislim, pa bi pa vsaka zveza ali pa vsak bi imel ne vem kakšne kamione za logistiko, pa tle ne obsojam, ampak ne mi povej, kaj pa če bi recimo ti bil v Ameriki, kaj bi si želel biti, pod kaj bi bil rad, squad, engine, ladder, hazmat? Wildman. Kaj bi bil? Gozdni gasilc. Aha, kaj so že oni, ki skačejo? Smoke jumper, dobro. Pa tako, hot shots varianta, wildland fire. A to bi bil? To bi ti bilo zanimivo. Malo po manj hodiš, malo točiš. Ti bi se s kolesom vozil, ne glede na to, da si bolj športnik. Ti bi se z gorcem okoli vozil. Daj mi, povej, v glavnem, da se zdaj dotaknemo te glavne teme. Ti si profesionalc, to ni prava beseda. Pač ukvarjaš se z to si, ampak ukvarjaš se pa tudi štrikarijo, specialist za vrno tehniko, ne? Zdaj to je tako, ko ste rekel, hotel reči profesionalc. Meni osebno so neki profesionalci, neki hudi delavci na višini, ki delajo. Ampak spet to moramo ločiti. Naprimer, meni osebno so Francozi najbolj tak sistem imajo, ker imajo dosti reševanja z štrikov, pa dosti reševanja z višini in globin. Francozi imajo tak sistem, tako imenovan grimpa. Kva pomeni, sem pozabil, točno ta kratica, pa tudi ne znam francosko govoriti. To je neka kratica, kot ne vem, reševanje z višini in globin. Ampak oni so zdaj nazadnje, ko smo bili 2 leta nazaj v šoli, v Floraku, za šoli za vrno tehniko, so nam povedali, da so se gasilci, jamari pa gorski reševalci združili pod en sistem, se pravi. Ni več grimp in nekak nov se reče, prej bil pa grimp. Kar je vrvašo vse skup. To sem hotel reči, mi tle v Sloveniji pa to v bistvu v brigad smo začeli 2010 s vrno tehniko v gasilski šoli, pa mislim, da je 1 let pa 2 let kasneje, ampak bom rekel, da je dosti tako, je že dosti razvit, je pa še dosti v povojih, mislim. Zastopno je. Še veliko se naučiti. Zanimivo mi je, ko imate recimo že svoj plac v tem tehničnem vozilu, tam malmu 11, če imam prav, imate prav svoj boks, se pravi, ste dali tudi to, kako bi rekel, pač ste se tudi temu poklonili, kako bi rekel, pač. Je del tega, ni tako, bom rekel, da imate neko enemu regalu, hojla, drimejte tam štrikarje, pa če se hoče malo igrati, ne se igrajo, dobro, to je res, Naprimer, tle v Ljubljani, znotraj javne gasilske službe, itak še prvo štrikar skavto, ki ga ima PGD-ješca, če tam polhne tega, tle v brigad, pa imamo neko težno po nekem avtu, mogoče bo nekega dne, in trenutno imamo v vozu 11, ko pač malo roba noter. Kako pa imate tole, glede intervencij, koliko pa imate tega, imate, ne vem, vsaki izmeni par štrikarjev, ali? Zdaj, znotraj smene je trenutno po ta zadnjih med 6 pa 8 štrikarjev na izmeno, specialistov. Se pravi, v Ljubljani imamo, brigad imamo tako razdeljen, da imamo neke 4 stopnje, se pravi, 1., 2., 3. In do 1., 2., 3. kao morajo vsi gasilci znati, 4. stopnja smo popolni specialisti, ki imamo pa rečemo 100-urni tečaj
narejen, ali je to pač pri podjetju ali pa to v gasilski šoli. Neko osebno varovanje naj bi vsak gasilc znal, ne, mislim tako. Pa nek pasiven, aktiven spust, mogoče, recimo. Ja. To ne bi bila osnova za gasilca, ne, tako kot prva pomoč, recimo. Fajn, da vsak nekaj zna, ne. Ja, seveda, ja. Kar se pa tiče specializiranega reševanja, pa pol to imamo pa mi česa. Kaj so pol to neke tirolske žičnice, spuščanje koritastih nosil? Ja, žičnice nasploh, rečemo, ne vem, tudi če kakšen tiš reševanje, mucka bilo z drevesa, da boš mogel gor splezati, tudi to, če ne prije zgodaj razravna. Ja. Ker pol plezaš po štriku gor, po vrha. Ja. Dajva se še dotaknem tega Grimp tekmovanja, Grimp Day. Tlele 2011 ste bili kot opazovalci, si mi napisal. Tam pol pa 12 leta ste se udeležili in do sklepan do 2019 ste pol redno hodili. Ja. Daj ste bili najboljši pol, kaj je najboljša vrstitev? Mislim, da je bilo 2016. Mislim, da takrat smo bili peti od, mislim, da je bilo 30 ekipno. Ampak tam so res sam, bom rekel, gasilske enote ali so tudi kakšni jamari in take ekipe vmes? Ja, zelo malo je tega, ker je večinoma so to enote, nekaj enote je bilo tudi, kar sem jaz z njim govoril, da so prav samo za to. Naprimer, kot Parižani, ki imajo, mislim, da imajo 2 enoti v Parizu, ki sta samo za vrno tehniko. Ja, se pravi, greš ti na šiht in kar boš delal je vrna tehnika. Tako je, imajo nekaj en del gasilskega, ampak če je po primeru njihova izpostava je pa še specializirana za vrno tehniko. To je to, če se malo vrnemo za nazaj za ameriški sistem, imajo Francozi podoben sistem, kot Američani, po Parizu več postaj manjših in pa še vsaka postaja oziroma neke določene postaje so specializirane za eno določeno zadevo. Ali je to hazmat, se pravi nevarna snov, ali je to štrikeraj. Ker mogoče tako, kot sem opazoval po Evropi, mi je ful zanimivo, recimo, ko gledaš Angleži pa sploh nimajo nekih specializacij. Mislim, oni imajo pa tiste kombinirke, pa redko kakšen pamper vidiš in to je to, no? Napaka, ni res. Okay. Dobar, zdaj ne govorim za celotno Anglijo, govorim za London. Kar mi kolega tudi razlagal, oni imajo tako, da je vsaka postaja ima neko kombinirko, pa neko osnovno tehnično reševanje. Če pride do večje tehnične oziroma večje prometne nesreče, naprimer, pride tista enota, ki je zadolžena za okolje, kjer pokriva tudi manjše enote za tehnično reševanje. Se pravi, kakor nek lokalen GEŠP, recimo. Ja, zelo. GEŠP, da bojo gledalci vedeli, gasilska enota širšega pomena, pogooglite, pa boste vedeli. Tako. London je šel zelo dosti v podoben sistem, kot ima New York. Se pravi, mesto so razdelili v mrežo, dobesedno v mrežo. Znotraj vsakega kvadratka je ena manjša postaja, znotraj 4 kvadratkov je pa ena večja postaja. Ja, no, sej to je mogoče najboljši sistem, če imaš tako grajen mest, nekaj v Ljubljani si ne predstavljam, ali pa v nekem takem mestu si ne predstavljam, da bi tako delil, ne. Mislim, ok, Ljubljana je tudi manjša, ne, ampak... Zdaj to je tako, ne? Mi imamo, naprimer, tako sem rekel, mi imamo tak nemški sistem, se pravi, da pride v nekem času veliko ljudi, veliko opreme naenkrat, nek anglosaški sistem, ameriška, kakorkoli se ni važen, imajo pa tako, da je, naprimer, tam, ko smo bili na Floridi, v Miami, je rekel, da ima približno odzivni cajt na kraj dogodka od klica 2 minute, pa pol do 3 minute. Se pravi, čim prej pride en avto, najbližji avto, dokje da pa sporoči. Pa neka osnova, pa to je. Tako, ampak itek izvozijo več postaj naenkrat na nek dogodek. Pri nam pa izvozimo z ene postaje z večjim števili. Ja, z vlakom gasilskim, recimo. Tako imenovan gasilskim vlakom, ja. Ja. Kaj pa pol v Barceloni ste bili 2018? Ste bili baje tudi na nekem tekmovanju z ekipo? Ja, to so pa nas povabili. Kolega mi je pisal, je povabil nas kot brigado na ta tekmovanje. Šlo se pa v bistvu za to, da ima Barcelona oziroma Katalonija ima tekmovanje o vrni tehniki, se pravi, ta njihova pokrajina, kakorkoli oni temu že rečejo. In tam imajo oni nek pokrajinski tekmovanje ta prvi, pa top 10 ekip, ki se jih udeleži, pa ima pol v Barceloni in tam smo pol tudi bili povabljeni. Tam smo pol dosegli 3. mesto. Kakšne naloge pa so to, recimo tam? Ja. Kaj se zahteva? Imeli smo, rečemo, ena naloga je bila taka, ki je bil stolp, se pravi stolp, tako ima zdaj rečemo Ikea, ampak še enkrat višji, za oglase delati, za reklamo v tisti stolpi.
Gor je bilo treba, mislim, da je bilo 50 metrov smo mogli žemart gor. Se pravi, če se prav spomnim, 50 metrov smo mogli žemart gor po štriku, prijeti do ponesrečenca, gor si ga mogel zrihtati, potem pa dol ga spustiti do ekipe. Ja, da te prekinem tle, samo za sekundo, da kako bi čisto laično razložil enemu fantu na ulici, ki nima pojma o gasileriji ali pa punci, kaj je to žemarjenje? Plizanje po štriku. Ok, pametno, dober odgovor. Ne rabiš komplicirati, če ni treba, ne. Vse prav. Se pravi, to je bila ena naloga, kaj pa še ostale mogoče? Ja, pa je bila ena naloga, da smo kao mogli tam iz sončne elektrarne zraven panelov je bil kao delavci in ga mogli dol z višine spraviti. Pa ena naloga je bila, da smo mogli, ne vem, bila prometna nesreča dol neko grabno in ti si mogel vse skupaj gor privleči na most, kakorkoli, ali pa na nek, ne vem, škarpo, take zadeve. Pa je bila ena naloga, da smo mogli tam na čovnu ven enega rešiti, pa pol ga peljati na obalo. To je bil v bistvu nek pristanišče, ali pa neka luka, mini luka, da smo lahko pol čez žičnice napeljali čez morje. Nice. Kako pa v bistvu to ocenjuje? Oni ocenjujejo v bistvu izključno delo z vrvmi, pa rekel, znanje z vrvno tehniko, ali gledajo tudi, ne vem, kako ti poškodovanca tretiraš, ne vem, prva pomoč, a veš, da je mogoče realističen pristop ali je res samo tehnika se gleda? Zdaj, to je tako, Ker na tem gešp tekmovanju, pač to, kar je zdaj v Sloveniji, ne, se gleda celota, recimo, ok, nekaj je časa, nekaj je, da se malo bolj hiti kot običajno, če ne bilo nujno, ampak... Sej tam, no, mislim, rečemo v Belgiji, če gledam zdaj Belgijo in Barcelono, je tako, da v Belgiji Belgijci so tudi ene vrste paramedikov in tam se ful ocenjevali, kako delaš ti z njemu, kot prva pomoč. V Barceloni niso, ker so tako, kot mi. Imajo samo pomoč reševalni, to je to. Se pravi, ni bilo toliko poudarka. Je bilo pač poudarka, da nisi delal z njemu, ker ne vem, kva s ponesrečencem, vratna opornica, ne vem, stabilizacija hrbta, vse take zadeve, imobilizacija, imobilizacija hrbta. Drugače pa ocenjuje se, ne vem, delo, vodenje, a se človek dere na kakšnega, ali ti lepo daš komande, a je ekipa razumela tvoje komande, ki si dal ukaze, take zadeve, a delo poteka tipi-topi, lepo. A se vodijo žreba ali? Ja, načeloma pri nam kar določimo. Aha. Se stavi ekipa, pa se pove tiske najbolj izkušene pol vodi. Zastopam, ja. Dajva še malo tebi povedati, na Igu si tudi v gasilski šoli, to je tam šola, ne, to vemo tisti, ki smo mogoče tam preživeli pol leta, pa tudi prostovoljni gasilci tja hodijo na izobraževanje za širšo publiko, da bojo vedeli, ima uprava za zaščito in reševanje, zadeve tam. In ti si tam inštruktor tudi med drugim, ne? Tako je. Od katerega leta? 2015, če imam prav. Ja, mislim, 2015 je bilo za vrno tehniko govoril inštruktor, ja. Aha, ampak prej si bil pa tudi že inštruktor, ali ne? Jaz na Igu, kot v gasilski šoli delam kot tehnična podpora za neke tečaje, se pravi pomagaš postavljati poligone, pa tret. Viličarje voziš. Na pomoč, ja. Viličarje vozim po domače čene, ja, tako reče, na dolg pa na široko razlagam. Drugač pa prej sem bil tudi inštruktor za dihalne aparate, se pravi, ko priješ tudi na tečaj za dihalne aparate, predavam, kar se tiče dihalnih aparatov, sestavne dele in gibanje, in tudi vrna tehnika kot inštruktor. Pa občasno tudi tehnično reševanje inštruktor. Kako pa ti reagiraš, če ti kdo reče, da imamo gasilci na hrbtu kisikovo bombo? A te to ziritira? Zdaj to je tako, ta prvo, vsi smo ljudje, pa vsi se motimo. Če poveš, da človek to je ne 5-6krat reče, pa že malo ga grd pogledaš, pa že vidi, da se ne zabavaš, ni to, to se reče tlačna posoda ali pa flaša po domače. Ja. Kisik ni noter, pa ni bomba, da je to eksplodira. Včasih to inštruktorji grozili, da te bojo domov poslali, to je bilo še dolgega leta, zdaj se pa pač človeku razložijo. Pa pač ne razume, ma pa malo drugače razložiš. Ja, lepo si rekel, kaj pa ta GRIMP licenca, ki se pa 2019 naredil, kaj je to? Jaz sem se pravi licenco po Lyonu, to je pravi neka angleška licenca, za vrno tehniko, rečemo temu neka varianta, ki je rata mednarodna licenca, podobno nam rekel, da je tak. Pa sem naredil v gasilski šoli tečaj, pa sem se pa prijavil, ker je gasilska šola dobila 4 prosta mesta v
Floraku za tečaj vrne tehnike GRIMP 3. In se tam prijavili, smo 2019 šli na 14-dnevni tečaj vrne tehnike. Približno 14, bilo 12 dni, 13 dni. In pol so tam preigravaš z vrmi. Tam smo pa dobili zlata krilca, pol pilotska. Pa Ray-Banke pa čavne. Ja, pa Top Gun muskaj. Tako, pa pol hodite tam. Cool. Ne mi povej, zdaj ti, kolikor sem zasledil, če imam prav dobro, imaš tudi neko firmo, ne? A je to resnica? Ne, nimam firme. Sodelujem z podjetjem Inštitut Vertikala. V bistvu prek njih jaz pregledujem vrno tehniko. In to ti je dala ta GRIMP licenca? Ne, to sem pa jaz naredil v podjetju PECEL, sem naredil licenco za preglednika vrne tehnike. Aha. V službi to pregledujem in s tem se ukvarjam. Zanimivo, jaz sem videl, da si nekaj začel oglaševati. Jaz bi rad folku čim bolj približil to vrno tehniko, da ni nek bav. Ni pa je bav, bom pa tako rekel. Ni bav za tiska brat to probo, pa pač videl, ni pa tudi za vsega, ki pa v 5 minut cajtov se to razlotimo. Kje pa je za tvoje pojme težava, da se ljudje, pa lahko rečeva, da se bojimo mogoče vrne tehnike, na intervencijah je uporabljati. Mogoče imam feeling, da marsikdo si misli, kako imamo pa komplicirali, ne? Da se da vedno drugače rešiti, ne rabiš se privezati, ko greš na streho in tako dalje. Ja, malo je to, malo je pa pač neznanje. Pač ljudje ne poznajo toliko še tega, tako kot se prej rekla, da še je, pa ni dosti v povojih še to v Sloveniji, ampak naprimer zelo veliko tečajev za prekiranje varno delo na strehi ali pa prekiranje streh po domače čena, ki je tudi dosti takih intervencij ratal. Vse sproti se folki uči, pa se izobražuje. Raž pa jaz mislim, da največji problem je neznanje. Folk ne pozna, kvalok ti vse štriki. Lep primer, naprimer, včasih je ugmajen se avto s kantu, 30 metrov dol globok, nek naklon, tak, bom rekel, da lahko normalno hodiš, ampak drsi, zakaj pač ne bi uporabil en štrik zavezal, pa ti 2 mandelca pomagala gor vleči, ti už pa znosili gor šel, ali pa kontra, tiš mi rečemo, da je 1 ali pa 2 gresta dol, nosila grejo pa gor s posadko. Koliko ti bojo pomagali, malo ti bo pomagal, prav veliko pa ne, ker ni to un sistem neke žičnice, ampak sam to. Ampak v primeru, da temu spodrsne, da jemu pade, pa štrik zadrži, nosila ne more kamor padeti. Pa še malo bolj profesionalno to zgleda. Ja, pa še zdaj, ker nas vedno slika na vsakih intervencijah. Ja, zdaj pa sploha, itak, ja. Mogoče že treba, malo na to paziti. Ja. Med drugim si pa tudi prostovoljni gasilc, na trati. Tako. Če imam prav. Da mi povej, zasledil sem, da hodiš tudi na prometne nesreče z Škofjo Loko. Pa če mi malo poveš, kako imate ta sistem, če pač lahko o tem govoriš. Ne o tem. Ok, cool, bomo to rezali. Ja, ne vem, veš, da so v gasileriji vse skrivane. Ja, jaz ne vem. Ne, pač sem poveljnik v prostovoljnem gasilskem društvu PGD Trata v Škofji Loki. Živim pa prej sem živel na Frankovem naselju, se pravi od društva 5 minut stran peš, zdaj pa živim v mestnem jedru Škofje Loke, sem se preselil in imam zdaj v bistvu 2 minute stran PGD Škofje Loko. In pač, če sem doma, pa to, da imam cajt, valjda grem z njim ker jaz sem pač gasilc ne zaradi društva, ampak zaradi ljudi. Zato sem se tudi odločil. To je pa lepa misel, Rok. Ja, kako je pa tako tehnično to rešeno, bom rekel, da ti lahko hodiš na intervencije z Škofjo Loko? Imate kakšno skupno zavarovanje ali kako? Ja, mi imamo v Škofji Lok, imamo gasilsko zvezo, znotraj gasilske zveze imamo pa mi občinska poveljstva. Mi imamo pač zavarovan, nimamo poimensko zavarovano, pa zavarovan število ljudi na intervencije. Ok, lepa. Mogoče ideja za koga, ne veš pač. Ja, nisem pa, zdaj 100%, da me še kaj vprašal glede zavarovanja, Ne, sej vem, ne bom, ampak mogoče tle se lahko dotakneva še te težave, da dopoldne ni ljudi, ne. Ne vem, kako je zdaj v Škofji Loki, ne poznam, ampak dopoldne, bom rekel, vsak človek prije prav, ne. Ti imaš veliko znanja, si, gasilc. Tak pride prav, ne glede na to, je izkušen ali pa ni izkušen. Tisti, ki je izkušen, bo pomagal, tisti, ki pa ni izkušen, se bo pa učil. Tako je. To je res, ja. Ena cifra pa itak je fajn, da pride na intervencijo, za pomoč. Seveda, valjda.
Kako pa ti vidiš? Vsi za te, kar smo odrekli, po domače še ena. Točno to. Točno to. Se jaz mislim, najmanj krega na intervencijah, kjer je treba delati. Tam, ko se stoji ob kamionih, je največ krega, pa največ zapovedati. Ja, to pa je tako, na slovenčki smo sploh taki, da rad malo pošimfamo, to je kar pač lej. Svet je veliko lepše, da bi vsak prvo pri sebi pogledal, pa naprej. Točno to je, točno to. Dej, kaj bi pa recimo še predlagal bodočim štrikarjem, da ne bova rekla gasilcem, ker tisti je itak, ne vem, nekaj tako basic vprašanje. Recimo ljudi, ki jih zanima štrikanje, kako naj začnejo se s tem ukvarjati? Kaj naj si doma zdaj vezalko vzamejo, pa se začnejo igrati, ali kaj bi jim predlagal? Štrik kupijo, pa ga ta prvo začnejo žveči, veš, da te pride malo v kusto, da veš, kaj še. A dinamičnega ali statičnega? To se ja, ta prvi dinamičen, ki ima bolj meh, pa ki je bolj elastičen, pa statičen. Aha, okej. To je tako, lej, ne pokličejo ljudi, ki obvladajo to, pa jih ne začnejo malo osnove učiti. Jaz ne pravim, da zdaj pa ali pa bom pa tako rekel, pa malo grdo rekel, gre mi rahlo na živce to, ker pač včasih malo špijunam po Facebooku, pa bla bla bla, in pa vidim tam neka društva, ki neki tam se učijo, pa to. Ni problem, da pride tepe in pokazati nekaj. Problem je to, da dostakrat se lahko izkaže, da je to bilo ni prav učenje ali pa da je nekaj narobe to bilo. Sej ni fora to, da pa zdaj pa vsak človek pa nima pojma. Ampak jaz predlagam to, če to je tako, ker rečemo v športu, dub si trenerja, dub si začetnik, govorim, dub si enega, ki obvlada to. Sej ne rabiš zdaj nekaj v nulo, ne se naučiš vozile, to je osnova, potem uporaba nekih, ne vem, ID-ov, karkoli. Pa naprej. To je spravo. Doskrat se pa po svetu pa polno teh slamačev, ki mislijo, da vse vejo, pa vse znajo, na koncu pa učijo dobesedno bedarije. Ja. Hočem reči to, da mi je škoda gledati to, ker na koncu tako pride do hudih poškodb, ker v vorni tehniki so velike sile delujejo. Na srečo jih še ni bilo veliko, ne? Ali pa ne vem, mogoče ne pri gasilcih, kje drugje, pri kakšnih štromarjih sem slišal, da so že bili. Imaš polno teh posnetkov, Ja, pa smrt v pasu, ne, to je tudi kar taka. Ja. Daj še to razloži na hitro, kaj je to smrt v pasu. Mislim, smrt v pasu. To je žargonsko, ne? Ja, žargonsko, zdaj strokovni izraz sem pozabil, če sem čisto iskren. V glavnem to je, če ti binglaš na pasu predolg cajta, te rečemo, ne vem, pas tok stiska nogo in potem začne telo proizvajati neke strupe, kot da bi noga začela odmirati, ker ti sprostiš vse skup to. Kot da bi si turnkit zategnil na polno, ne, v bistvu, podoben sistem. Turnkit je pa za zaustavljanje hujših krvavitev za laike, to, da malo še razložimo. Ja, Rok, dajva še, kaj? Esmarha, ne? Ja, po domač, ja. Kaj ga lahko s palco pa z eno trikotno ruto narediš. Da mi povej še na hiter, da moramo še nekaj pozitivno zaključiti, ne, zdaj smo v smrti v pasu govorili, kako bo to, kao, ja, kako morbidno, veš, kao, vsi zamorjeni, kao, kva če zdaj v pasu umrem. Kako bi pa ti, kaj bi te vprašal, čakaj, da se spomnim kaj pametnega. Kako bi nagovoril mlade, da pridejo v gasilstvo, oziroma, ker se mi zdi, da danes je itak več ali manj samo še video, učenje in tako dalje. Kako bi ti nagovoril mlade, da bi se začeli spet vklapljati oziroma vključevati v gasilsko srenjo, mladino in tako dalje. Da sem tle zakompliciral vprašanje, opizdu materno. Ne hotej! Ne. Lej, valjda pejte, no. Jaz mislim, da gasilstvo je tako lepo poslanstvo, če ne drugega pomagaš družbi, se pravi, nekaj vrneš družbi in je pa tak dober film, ki jemu pomagaš. In potem... Točno to, ne. Na koncu dneva si lahko rečeš, nekaj si naredil, ne. Ko gledaš na ene, ki pa tamle šerajo, bom rekel, na Instagramu, kako avstralske požare tam, niso nič naredil, ne. Ti pa če veš, da si nekaj naredil, ne. Fizično si bil na kraju, nekaj si naredil, ne. Tako. Ja, seveda.
bi rekel, da je to najlepši poklic, ali ne bi. Čim več mladih, tam bolje. Tudi sistem se je spremenil, seveda oba veva, pa ne samo midva, cela Slovenija, da je pomanjkanje mladih v gasileriji veliko, čeprav nekateri bojo to rekli, da to ni res, ampak... Ja, meni se zdi pa, da je. Pa mogoče lahko rečemo mladih, pa zelo, bom pazil s to besedo, sposobnih oziroma. Ja, to je pa druga debata. Ja, to pa drugič, naslednjič. Ja, nič, po moje sva prišla do konca tegale zanimivega intervjuja. Rok, hvala ti, da si bil moj gost. Hvala, pa se vidimo, slišimo in to je to. Hvala ti. Ajde, čau.